No, Evropska unija pa ne govori več o tem, če potrebuje ograje na mejah, ampak o tem, kako visoke naj bodo. Jaz samo prosim, če naredite vrata res, da lahko izženemo Gala Gjurina, če bo njegova glasba preveč začela ogrožati okolico. No, največ se govori o ogromni obrambni liniji na meji med Makedonijo in Grčijo, ker Grčija je že padla, ne ostane zunaj. Ok, dobra ideja. A čigava ideja je bila to? Naša pobuda, in to je tudi edina pobuda, ta pobuda, ki sem jo podal, osebnost moje pobude, predlagam in sem predlagal, zato sem seveda tudi kontaktiral sam, z vsemi sem šel v kontakt in jim to pobudo osebno predstavljal. Tudi tokrat, še posebej na zadnjem srečanju v Bruslju, je bila ta pobuda deležna velike podpore. Opa, Miro, aplavz prosim. To je pa iniciativa. Ta poba bo še Evropo rešil, kot pravi Martin Krpan. Ok, soli lih ne bo mogel švercati, ker ima lih ene toliko moči, katero na frišno povrženo žrebe. Ampak vsaka ti čast, Smerar, ti si veliki državnik. Oziroma bi bil, če tega ne bi eden pred tabo predlagal teden prej. Orban je za madžarski radio rekel, da je treba okrepiti mejo med Makedonijo in Grčijo. Tist Orban, ki ga je Smerar šimfal še septembra. Teden kasneje pa začel samo ograje postavljati. In zdaj Miro hodi po Evropi in hoče biti bolj Orban kot Orban. Ko šolarček, ki prepiše, ne? Kontrolko pa 5 dobi. Jaz sem čakam na tole. We need to build a wall, and it has to be built quickly. Ja. V glavnem, Smerar je kot pop dizajn. On je kot pop dizajn. Da ven en komad, ki je všeč vsem, vsi ga požvižgavajo, pa ugotovijo, da je ukraden od enega tujca. On pa še naprej trdi, da je njegov in da so what. In pa začne solo kariero in vsi pozabijo nanj. Vsaj upam. Ampak to sploh ni vse, kar je zakuhal Miro. Ne, teden ima 7 dni in Miro je temeljit. Kaj je še bilo? Velik projekt je bil tudi Lahovnikov zakon, ki je omejil vrtoglave plače menedžerjev v državnih podjetjih in bankah. Po 6 letih se mu bliža konec. In to na pobudo bankirjev in Cerarjeve SMC. Lahovnik je 2010 napisal zakon, ki menedžerjem v državnih podjetjih omeji plačo. Te so bile do zdaj lahko celo do 5-krat više od povprečne v podjetju. Zdaj pa so bankirji, Mramor in njihov kužac Smerar prepričali Počivalška, da tako več ne gre naprej. Ker menedžeri imajo radi frazo sky is the limit. In ker kurbe in kokain so dragi. 15 jurjev na mesec ni dost. Smerar pravi, naj si menedžeri kar sami postavijo višino plač. Ne? Najprej slabe banke vrže Švede, ker so imeli previsoke plače, nastavi svoje frende in jim odpre državno malho. Pa to so računovodje, ne pa James Bond. Ko bi ti dal človeku, da ti pove, da je banka v riti? 500 000? In pa se oglasi še Arhar in reče, da moramo s visokimi plačami privabiti strokovnjake, ki bojo spravili v red naše bedne banke. 5 milijard našega denarja ni bilo dosti, termit stari. A ti bi še? Ker zakon je bil napisan zaradi bankirjev v NLB, ki so si izplačevali milijonske nagrade. Nagrade za to, da so zafurali banko. Zdaj bi pa ta zakon pošteni Smerar ukinil. Dajmo vprašati predvolilnega Mirota par stvari. Miro, kaj je bistvo tvoje vlade? Želja po moči, korupcija, pohlep, kraja in laž. Štekam, hvala. Vsaj pošten si. Kaj boš pa naredil za svoje prijatelje bankirje, Miro? Doseči moramo zvišanje minimalnih plač in pokojnin ter vsem zagotoviti dostojno življenje. Ok, na tem pridno, delaš pohvalno. Ampak nekaj mi povej, Miro, ti ljudje imajo že zdaj 4-krat večjo plačo kot ti. Jaz saj upam, da ti kaj dajo, ko se tako trudiš zanje. Če ne, si totalen bedak. Bi nam rad povedal še kaj? Skrajni čas je, da nas sreča zdrava pamet in da obudimo pozabljene vrednote. Ne, Miro, skrajni cajt je, da tebe sreča zdrava pamet. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku,
Posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.